Dober večer, spoštovane in spoštovani. Nova oddaja iz cikla oddaj Evropski pogovori, v katerih se o aktualnih evropskih temah pogovarjamo s slovenskimi poslanci, ki službujejo v Evropskem parlamentu. Tokrat z nami Franc Bogovič. Dober večer in dobrodošli. Lep dober večer, hvala za povabilo. Začniva z aktualnim dogajanjem tega minulega poletja, ko nam narava ni prizanašala. Najprej toča, potem pa v začetku avgusta, dobra 2 meseca je od tega, katastrofalne poplave, rušilna ujma je uničila praktično več kot 2/3 Slovenije. Mnogi so stopili na pomoč, med njimi ste bili tudi vi, bili ste na najbolj ogroženih območjih. Če zdaj potegnete črto po 2 mesecih, kako vse skupaj ste vi videli, doživeli, ali smo kot država ukrepali dovolj hitro in pravilno? Ja, Slovenija deli usodo številnih evropskih držav preko letošnjega poletja. Španija, Grčija, Bolgarija, mnoge druge države so bile države, ki so bile deležne teh naravnih nesreč. Za nas zelo neobičajno, da je začetek avgusta tako močno deževje, ki je, kot ste dejali, povzročil škodo na 2/3 slovenskih površin, na vseh teh porečjih. Sam sem se seveda tudi udeležil kot gasilec za 40-letno zgodovino skupaj z mojimi gasilci iz gasilskega društva Veliki Kamen reševanja v spodnjih Braslovčah, Male Braslovče, kjer smo dobesedno črpali to vodo, bili s temi ljudmi. In mislim, da ta del je bil ta svetlejši del, ta reakcija in solidarnost, ki smo jo Slovenke in Slovenci na najrazličnejše načine pokazali in še enkrat več dokazali, da znamo skupaj stopiti, ko je težko. Drugo ugotovitev, ki je lahko, je to, da smo v preteklosti premalo naredili za poplavno varnost. Tu lahko rečem, da smo Posavci imeli to srečo, da smo se 90-ih organizirali in izgradili hidroelektrarne na spodnji Savi, za katere smo vedno dejali najprej, da je to protipoplavna zaščita Posavja, potem energetski izkoristek. In te poplave so dokazale, kako prav smo imeli, kajti zgodilo se je to, ta istočasnost, da sta bile tako Sava kot Savinja na vrhuncu pretokov skupaj v Zidanem mostu, in to je tisti najslabši scenarij za spodnji del reke Save v Sloveniji. Doživeli smo te rekordne pretoke, vendar mesta, Sevnica, Krško, tudi dol vodno, tudi sled nasipa, ki je prvič bil preizkušen, da se je voda dodatno razdelila na kmetijske površine, je to preživel. Se pravi, iz tega je ta nauk, da je treba vodi dati svoj prostor, imeti aktivne ukrepe in to delati sistematično takrat, ko ni poplav. Zdaj smo v neki fazi te obnove, kjer se zaveda širši slovenski prostor, da je to potrebno narediti. Upam, da bomo dovolj operativni, da bomo namenili za to dovolj sredstev. Vlada je slučajno nekaj tednov pred temi poplavami celo prerazporedila iz protipoplavne varnosti na druge ukrepe. Zdaj je to obraten tok in ni pa časa v nedogled. So ljudje, stotine ljudi, ki je ostali pravzaprav brez domov, nimajo niti lokacije več, ne vedo, ali lahko na isti lokaciji obnovijo, in tu mislim, da so potrebni zelo hitri in pa koreniti ukrepi. Veseli me tudi odziv Evropske unije. Predsednica komisije von der Leyenova je bila na licu mesta, zadeva smo tudi obravnavali že v Bruslju. Ta obljuba iz za sredstva iz solidarnostnega sklada je dana in verjamem, da bo potem, ko bodo ta poročila prišla v Bruselj, tudi zrealizirana nekaj letos in pa nekaj naslednjem letu. Ampak ljudje so pa kljub vsemu, če se še malce navežejo na to problematiko, zaskrbljeni. Konec koncev prihaja zima, ne? In to je velik izziv za vse skupaj. Ja, zagotovo. Mi smo se vedno bali poplav okoli 1. novembra. Lahko se letos zopet ponovi to okoli 1. novembra, takrat, ko so običajne te velike jesenske padavine, in vekolikor ne bodo najprej struge očiščene teh naplavin, ki so sedaj bistveno zmanjšale pretoke rek, preseke strug, in bo zelo velik problem, da se bodo zgodile ponovne poplave. Kot sem pa že omenil, drug problem so pa tako, ne vem, stanovanjski objekti, tudi določene kmetije, ki so zgubile ves ta prostor, kjer so stoletja bile na tistih lokacijah, rabijo jasen odgovor, ali bodo
ali bo možna protipoplavna zaščita in da se bo ta tudi v doglednem času zgodila, po drugi strani pa iskanje novih lokacij, kar pa je po eni strani vedno zelo težko. In če gledamo to porečje Savinje, to je alpska reka, ozke doline, primanjkljaj teh površin, ki je pravzaprav bi v vrstici rabila reka za normalno razlitje v primeru poplav. V preteklosti so bile pa včasih tudi nepremišljeno izkoriščene za stanovanjsko gradnjo. Mali Braslovčak, kot sem omenil, 30 let nazaj je bilo to malo vikendaško naselje, kjer so imeli ljudje svoje vrtove, vikende, danes je tam 150-200 hiš in tu so velike dileme, tudi dileme za ljudi in za odločevalce, kako se dogovoriti najprej, da je nekdo pripravljen zapustiti svoj dom, potem pa da mu poiščeš primerno lokacijo in da to ne traja leta, ampak da se tu čas meri v mesecih, ne v letih. Osrednji del tokratnega pogovora, kar nekaj sva jih že imela v vsej zgodovini, kar ste evropski poslanec, pa verjamem, da še kakšen bo, se bova z različnih zornih kotov dotaknila področja kmetijstva. Tukaj ste vi izjemen poznavalec, strokovnjak za to področje, tudi član odbora Agri v Evropskem parlamentu. Če se navežem na to, s čimer sva začela, kar nekaj kmetij, kmetijskih površin so poplave uničile. Kaj bi vi mogoče svetovali kmetom, ki so ostali brez vsega zdaj po 2 mesecih? Zdaj najprej je to, kar se je zgodilo in recimo tudi sam sem član naše zadruge, aktivno sodelovanje in tista prva pomoč, da se zagotovi, ne vem, krma za tiste, ki imajo živinorejske kmetije, da je ta prva pomoč za ljudje, ni treba razprodati črede in podobno. Drug velik problem je potem, kaj tam, kjer so uničene hlevi, domačije, kaj tam narediti in tu je nekih 150 milijonov, je skupaj ocenjena škoda v kmetijstvu in del te škode je tudi v tem in tu, kot sem že dejal, hitre in jasne odločitve tudi odločevalcev, ali se gre v obnove ali ne. Če se gre v obnove, tudi namenski denar za to, tu ni splošnih ukrepov skupne kmetijske politike, ki bi prišli v poštev, ampak je potrebna sanacija neurja in tam najti tudi vire za ta sredstva. Naslednji velik korak so pa čiščenje naplavin. Tu se vedno soočamo, kot vidimo v Zgornji Mežiški dolini, s svincem in z ostalimi stvarmi, ki so kot naplavine. Tudi sicer je vedno ob takih naplavinah problem, da ne veš, kaj se pravzaprav je prišlo na tvoje njive, travnike in tu najprej treba čimprej ta odstranitev tega, potem pa tudi neka analiza, da se jasno ve, da se lahko tam prideluje naprej še tudi varna hrana in pa tudi zdrava. En od izzivov, ki bo pa za kmetijstvo, je pa to, in to imam tudi izkušnjo, ko sem bil kmetijski minister, zadolžen tudi za okolje takrat, za protipoplavno zaščito in recimo se dogovoriti s kmeti, da je kdaj tudi potrebno imeti tako imenovane suhe zadrževalnike, razlivna območja, da ima voda kam iti takrat, ko je toliko, kot je sedaj. Iz naše krške situacije povem, ko smo delali to hidroelektrarno, ni šlo zgolj za to, da damo vodo v korito in naj čim prej odteče od nas, ampak se je dolvodno od Krškega predvidelo razlivno področje na desni strani reke Save, se pravi na Krškem polju, in tam je voda kontrolirano išla pri pretoku več kot 2000 kubikov na sekundo in ni naredila nobene škode. Podobno tudi nasipe oziroma zajezitev že na nasipu hidroelektrarne Brežice, kjer so prvič zapornice bile spuščene, voda se je prelila najprej v velik bazen, 200 metrov dolg, 100 metrov širok, 30-40 metrov globok, še potem en takšen bazen in šele od tam na njivske površine, ker zopet ni bilo povzročene škode. Se pravi, da se narediti tehnične ukrepe, ki so takšni, da oblažijo tiste vrhunce pretokov, hkrati dolvodno razbremenijo ta pritisk vode, ne naredijo škode na kmetijskih površinah in to je nekaj, kar je včasih zelo težko dogovoriti tudi s kmeti. Tako da
v tem delu in mislim, da moramo vsi skupaj tudi to vzeti za kup, se iz tega kaj naučiti in enostavno odgovorno se do protipoplavne zaščite obnaša tudi v prihodnosti. Ali drugače povedano, mogoče stopiti korak nazaj, ne? Tudi strani kmetov. Tudi v tem delu in kot sem že dejal, Polgrajški Dolomiti, tam smo to poskušali, enostavno ni bilo razumevanja. In mislim, da je tudi odgovorno, da če mi zaščitimo številne stanovanjske objekte ob predpostavki, da je tam razlitje vode kontrolirano, da ni neke škode, da so konec koncev zagotovljeni viri, da se to škodo pokrije, odpravi, je pač potrebno v tej hierarhiji ukrepov zagotovo najprej zaščititi domove ljudi in dati vodi svoje mesto, ki ga v takem primeru tudi rabi. Uredba o trajnostni rabi fitofarmacevtskih sredstev, tako imenovanih pesticidih, zelo jezi kmetov v Sloveniji in Evropski uniji. Vi kot govorec ste veliko opozarjali na to, Evropski parlament je razpravljal, tudi na zadnji seji bilo govora o tem. Ste zelo kritični, če vas citiram, ste dejali celo, da predlagatelja uredbe v nasprotju z znanostjo in stroko žal vodi zgolj ideologija. Kje je zdaj ta ključen problem? Vi ste strokovnjak, vi to res poznate do v bistvi. Ja, hvala za to, da me naslavljate strokovnjakom, kajti danes je tistih kvazi strokovnjakov, ki v kmetijstvu govorijo, pa zelo malo vedo zelo veliko. Jaz vas zato naslavljam, ker vem, da se vi ukvarjate poleg politike celo življenje s kmetijstvom. Sem razumel in to sem imel ravno zdaj. Tudi v Bruslju je zelo zanimiva ta scena. In kar naenkrat smo tisti, ki smo opozarjali na nevarnosti pasti te uredbe, postali lobisti nekih farmacevtskih organizacij in podobno. V resnici pa greva od začetka. Sam, kot sem že delal, kot ste dejali, recimo pridelujem jabolka od leta 1986 na svojem nasadu. Druga generacija jablan že tam raste. Poznam vso to evolucijo pri spremembi škropljenja, kaj smo vse že kmetje naredili, da se uporabljajo okolju bolj prijazni pripravki, da je manj škropljenja in da še vedno pridelamo hrano. Na drugi strani pa je nek lobby ideologije, ki pa trdi, da se lahko pridela dovolj hrane brez uporabe pesticidov. To so poizkusili na Šrilanki. Po 2 letih je predsednik države zbežal, ljudi pa pustil lačne brez hrane. In jaz trdim, da se je pri nas na tej ideologiji tudi pripravila ta uredba, ker ni imela najprej presoje vplivov, kaj to pomeni za prehransko varnost. V odboru za kmetijstvo smo vsi zahtevali, da pri tej strategiji od vil do vilic za božjo voljo, če bomo za 50% zmanjšali rabo pesticidov, za 20 gnojil, ugotovimo, ali ima to kakšen vpliv na prehransko varnost. Se pravi, da bomo imeli dovolj hrane, ali bo ta hrana še vedno dosegljiva po ceni, ki jo ljudje lahko plačajo. Kriza je razgalila to, da kar so ti ideologi na čelu z nizozemskim komisarjem Timmermansom, ki je, če mene vprašate, hvala Bogu, danes kandidat za politika nacionalnega v Nizozemskem in se umaknil iz komisije zdaj in se tudi že čuti ta umik te ideologije. In takrat so enostavno prišli neki predlogi na mizo, ki mu je kmetijska stroka v celoti nasprotovala. Recimo po tem osnovnem predlogu na polovici slovenskih kmetijskih površin ne bi smeli uporabljati pesticidov, nobenega. Tudi tistih, ki so ekološki pridelavi dovoljeni. Sam sem zdaj poročeval za Evropsko ljudsko stranko v odboru za kmetijstvo in ravno v teh dneh je glasovanje o tem predlogu na odboru za kmetijstvo, kjer smo uspeli narediti zelo velik popravek in sam bom podprl takšen predlog zdaj iz strani odbora za kmetijstvo, vekolikor bodo vnaprej izločene, da je na kompletnem območju Nature, vseh naravnih parkih, krajinskih parkih, vnaprej prepovedano škropljenje. Se pravi, da bo tu država lahko sama ugotovila, kje bi lahko škropiva naredila škodo in država določila te površine in da se na teh površinah lahko uporabljajo pesticidi, ki se uporabljajo zdaj že v shemah integrirane pridelave. V jabolkah je bilo to včasih ta naša senička, tudi sam imam pridelavo jabolk, 3-krat certificirano slovenska izbrana kakovost.
Global Gap, mednarodni standard, kjer se merijo ostanki pesticidov, vse in se lahko na tej osnovi širom po svetu naša slovenska jabolka prodajajo. In tretji standard je pa standard integrirane predelave, da naredimo vse za to, da bo potreba po uporabi pesticidov čim manjša in da uporabljamo čim bolj okolju prijazne pripravke, ki pa so v bistvu pripravke za zdravstveno varstvo rastlin. Tako kot mi rabimo zdravila, pa si jih ne želimo uporabljati, pride čas, ko je potrebno poseči po zdravilih. Tu so ti pripravki za podoben namen. Tako da imamo zelo ostre razprave, zelo črpam v teh razpravah iz svojega znanja, ki sem si ga pridobil tako med študijem, kakor tudi pri vsakodnevnem delu, ki ga še zdaj z veseljem opravljam v svojem sadovnjaku, in tudi kmetijska stroka in nenazadnje tudi slovensko kmetijsko ministrstvo je ves čas na naši strani. To je dobro. Dobro pa je tudi to, da je bila na pobudo vaše poslanske skupine Evropske ljudske stranke zelo odmevna konferenca v Evropskem parlamentu, tudi močna slovenska delegacija kmetov je bila in tisti, ki se s tem ukvarjajo na vašo pobudo. In naslov konference je bila Vizija EPP za kmetijstvo v Evropi. In katera so nekako ključna sporočila? Kaj vidite vi, v katero smer bi moralo iti evropsko kmetijstvo? Jasno se preslika pa vse skupaj tudi na Slovenijo. Ja, kmetijstvo ima skupno kmetijsko politiko, se pravi, da se v veliki meri tudi izvaja evropska na nacionalni ravni. Zato smo v Ljudski stranki povabili predstavnike kmetijskih organizacij. Ponosen sem, da so se na moje povabilo odzvali vsi predsedniki, tako Kmetijsko-gozdarske zbornice, Zadružne zveze, mladih zveze podeželske mladine, ženske na podeželju, kakor sindikat. Kar ni kar tako samoumevno. Ni kar tako. Skupaj je bilo več kot 800 ljudi tega kova, kjer smo tudi slišali tako predsednico Evropske komisije, kakor tudi ljudi iz stroke, kako je potrebno najprej nazaj spostaviti normalen pogovor o kmetijstvu. Da to ni nekaj, kar uničuje naravo, kar zastruplja ljudi, ampak je dejavnost, s katero konec koncev imamo najbolj zdravo hrano v globalno gledano, najviše standarde upoštevamo in da je potrebno zagotoviti poleg ogleda tega poklica tudi neke normalne pogoje za delovanje. Tako na eni strani, da so na razpolago, če govoriva o pesticidih, tisti, ki jih je bistveno manj kot širom po svetu, vendar da še vedno lahko predelaš in da na koncu predelaš hrano in na drugi strani, da je v tej prehranski verigi kmet tudi pošteno plačan. Eden od velikih poudarkov je bila tudi obnova na vasi. Zelo slišimo pri nas, kako nam primanjkuje zdravnikov, kako nam primanjkuje učiteljev. Nihče pa ne, mislim, zelo malo se pa na glas govori o tem, da vsako leto je 1000 kmetij manj, da je vedno težje dobiti mlade za to, da bi se odločili za ta poklic, ker je slabo plačan, ker je veliko dela, tudi zadnji razpis za mlade kmete je doživel razočaranje, precej sredstev je ostalo, manj kot 100 kmetov se je mladih do 40. leta odločili za prevzem kmetije, tako da imamo ta velik problem tudi z generacijsko obnovo. In ključno sporočilo, in to sem vesel tudi, da so predstavniki slovenskih kmetijskih organizacij mi potrdili ob belgijskem pivu, ki je dobro, da so veseli, da so končno slišali tako jasen signal v podporo njihovemu delu in na nek način tudi spoštovanju tega, kaj počno. In to mislim, da je prvo sporočilo, ki ga moramo dati. Od tam naprej pa verjamem, da če bomo zaupali kmetom, stroki, ki je na tem področju, bomo še naprej v Evropi imeli najbolj kvalitetno hrano in tudi predelano na okolju in ljudem najbolj prijazen način. Zelo jasno pa je bilo tudi vaše sporočilo še na enem področju, kjer ste zelo aktivni, ste med bolj aktivnimi evropskimi poslanci tudi v tem drugem mandatu, to je pa področje energetika. Vaše stališče je znano, vi se zavzemate za gradnjo drugega bloka nuklearke v Krškem, ampak zelo zanimivo temo ste pa izpostavili na odboru, kot poročevalec ste pripravili poročilo o malih modularnih reaktorjih. Ali je lahko to recimo rešitev za zagotavljanje samooskrbe? Moje znano pravilo je, da je za energetiko je najprej potreben ta princip in. Zelo veliko govorimo o obnovljivih virih, ki so potrebni,
vendar tako voda, sonce, veter, lesna biomasa, vendar je treba dodati še nek stabilen vir. Premog, plin sta obsojena na propad, zato ker pač obremenjujeta okolje. Zato je jedrska energija tista, ki je zelo komplementarna s temi obnovljivimi viri energije in lahko na dolgi rok zagotavlja elektriko. Tudi takrat, ko ne bo sonca, ne bo vetra, konkurenčno ceno, da bo lahko evropska industrija preživela in tudi nizkoogljično električno energijo. Pobudnik sem bil za to poročilo. Naš koordinator iz Evropske ljudske stranke, Nemec, je se izboril v parlamentu, da smo prišli do tega poročila in tudi sam sem zdaj poročeval za to poročilo. In gre za tehnologijo, kjer se v bistvu ti reaktorji bistveno manjši od teh velikih, to je od 10 do 300 megavatov, naš krški je 700, običajno so to 1000 megavatni bloki in ta modularnost pomeni, da lahko po istem modelu narediš več teh reaktorjev. To bi ne bila neka, skoraj bila kontejnerska izvedba, ki bo fabricirana, narejena, pripeljana na lokacijo in se priklopi. Hitrejše umeščanje, hitrejša postavitev in to je na nek način rešitev, predvsem tam, kjer rabijo recimo na Poljskem ogrevanje mest. 16 milijonov Poljakov se ogreva z daljinskim ogrevanjem, kjer je danes iz termoelektrarne še zraven toplota za ogrevanje mest. In tu odlično sodi takšen blok. Podobno v industriji za proizvodnjo aluminija, jeklarstva. Tako da v Sloveniji je zagotovo ob velikem bloku, ki ga rabimo v Krškem, pa čim prej, zelo prostora tudi za kakšen takšen mali modularen blok na različnih lokacijah. Tako da ja, to aktivnost vodi in konec koncev podobno, kot smo maja letos govorili o tem, da rabi Slovenija domovinsko pravico za jedrsko energijo, to so besede gospoda Staneta Rožmana, dolgoletnega direktorja jedrske elektrarne, sem s tem poročilom pripeljal jedrsko energijo nazaj v Evropski parlament, v prostor, da se o tem debatira na racionalen način, kajti tudi tam je potrebno vrniti to domovinsko pravico. Kar je pa zelo zanimivo, številne evropske države se zdaj ponovno govorijo o novih blokih, tudi mali modularni bloki. Poljska, ki še do zdaj sploh ni bila jedrska država, ima zelo jasne načrte, tako da sam sem trdno prepričan, da je prihodnost na energetskem področju, ki gre v elektrifikacijo, bistveno več električne energije, prihodnost, kjer je prostora za obnovljive vire v sodelovanju z jedrskimi elektrarnami, ki odlično dopolnijo in naredijo to energetsko sliko stabilno in konkurenčno. Ta sprememba razmišljanja je bila tudi vidna na konferenci, ki ste jo pred poletjem v Krškem organizirali. Predstavniki različnih evropskih držav so zelo jasno povedali z argumenti, zakaj jedrska energiji dati prednost. Pravite, da tudi v Evropskem parlamentu so te debate. V čem mislite, da je razlog, da je prišel zasuk v državah pri tem razmišljanju? Če še prej nismo razumeli, je vojna v Ukrajini razgalila nemško energetsko politiko, ki je za moje pojme povsem napačna, kajti tam so se odločili zapreti jedrske, najprej nadomestili s premogom, lignitom, potem je bil ruski plin, ko je bila ta pipa priprta, so šli nazaj na lignit in cene električne energije so drastično zrasle. Tako da to je zdaj ta zadnja zadeva drastična, ki je pripomogla. Resnici na ljubo pa treba priznati to, da mnogi mladi zdaj vidijo, da je v jedrski energiji to del rešitev za okoljsko krizo, za stabilno oskrbo. Tako da mislim, da začenjajo nazaj na tem področju šteti argumenti, številke, ne pa zgolj zelena ideologija, ki je bila iz 90-ih let iz logike nasprotovanja jedrski energiji, tista, ki je to industrijo do velike mere tudi zelo zaustavila v Evropi. Širom po svetu se pa zdaj masovno gradijo jedrske elektrarne, da ne govorimo o Kitajski, Bangladeš zdaj na novo odpira. Saudska Arabija, država z nafto, plinom, je odprla prve jedrske elektrarne. Francija ima načrt za 8 novih, Poljska, kot sem že dejal, za 6 novih reaktorjev. Tako da to je zelo jasna slika, da je tisti, ki govorijo s številkami, z ekonomijo in pa tudi imajo v vidu
okoljsko krizo, so se zelo jasno odločili, da v tej komplementarnosti obnovljivih virov in pa jedrske energije bodočnost energetike. Zelo jasno pa je bilo tudi sporočilo nedavno ob sprejetem aktu, da ta zeleni prehod ne bo mogoč v Evropskem parlamentu, če ne bo dostop do kritičnih surovin. Tukaj toliko, da bodo ljudje razumeli, mislimo električni avtomobili, in tako naprej. Ja, to je poročilo, tudi tu sem bil poročevalec za odbor za regionalni razvoj, kjer je zdaj bilo jasno, da vsi bi imeli sončne panele, imeli bi vetrnice, imeli bi baterije. Ko pa gledaš, kdo nadzira te materijale, litij, kadmij, pa vidimo, da je 70% materijalov v kitajskih rokah. Potem še Rusija in tu je zdaj jasno spoznanje v Evropi, da če imamo surovine v naših tleh, je treba še kakšen rudnik ponovno odpreti, poskrbeti tudi za strateška partnerstva, ne vem, z Južno Ameriko, pomagati tem državam, da bomo tam pomagali razviti ekonomijo, priti do teh materijalov, tudi procesirati, mogoče jih tam, v velikem delu tudi v Evropi. Tretji steber je čim več reciklaže, se pravi, da bodo te baterije vse to predelane nazaj in pa, kar je ključno pri tem, tudi jih pohitriti postopke. To, kar je zdaj ovira za, ali če hočete umestiti sončno elektrarno, pa tukaj še najmanj pri vetrnih, jedrskih posod, pri kakšnih rudnikih pohitriti. Tako da zavedanje, treznost, da je treba od nečesa tudi z nečem te materiale in pa objekte zgraditi, je vedno bolj resna. Zanimivo je tudi to, da recimo za uran kot gorivo ima bistveno boljšo pokritost, je na večjih kontinentih, v stabilnejših državah in ni med temi surovinami ki so kritične za dobavo. Po drugi strani tudi materijali, ki jih rabiš za jedrsko elektrarno, so bistveno bolj na razpolago kot tisti, ki so za sonce in pa za vetrnice, baterije. Tako da tu je potrebno imeti nek balans, koliko česa zgraditi, da ne bo tudi potem prišlo do velikih pomanjkanja nekih materijalov, kar se na koncu izrazi z izsiljevanjem, z dvigom cen in na koncu ljudje to vedno plačamo. Tako da gre za pomemben in koristen dokument, na kateri sem tudi aktivno sodeloval. Franc Bogovič, evropski poslanec Slovenske ljudske stranke, član Evropske ljudske stranke. Tokratni pogovor bova zaključila z nekaterimi statističnimi podatki. Jaz jih bom nanizal, vi boste malo pokomentirali in odgovorili. Namreč ljudje imajo radi številke, imajo radi statistiko. Jaz tudi. V letošnjem letu obeležujete 25 let profesionalnega delovanja na politični sceni, različne funkcije od župana Krškega, pa vse možno, kar je v domači politični sceni, torej poslanec v Državnem zboru, minister vladi Republike Slovenije. Več kot desetletje ste bili na čelu krajevnih skupnosti. 2 mandata, zdaj se izteka drugi mandat v Evropskem parlamentu. Skratka, vse te pore političnega udejstvovanja so vam jasne, razumete stvari, ste v stiku z bazo in pestra karijera. Zdaj ob zaključku drugega mandata, kajti prihodnje leto junija bomo Evropejci šli in Evropejke seveda na evropske volitve, imate vas še vznemirja ta dogajanja politični sceni? Ja, hvala najprej za to statistiko. Ja, na podlago 12 let krajevne skupnosti je zdaj že za mano res 25 let te poklicne karijere, funkcionarske, katera je bila vedno omogočena z glasovi ljudi. 4-krat izvoljen za župana, 2-krat za nacionalnega poslanca, 2-krat za evropskega, tako da me veseli, da to niso bila imenovanja, ampak so bile izvolitve strani ljudi. Izzivov je vedno polno. Moram pa reči, da zdaj 60 let sem že dopolnil v letošnjem letu in zelo velik izziv, ki sem ga zelo vesel, je, ko pridem konec tedna domov, se srečam z družino, žena, 3 otroci, 4 vnuki in vse, kar sodi okoli, tako da zelo uživam v tem. In mi tudi to plus moja kmetija, ki me tudi izpopolnjuje, mi je nekaj, kar bi recimo tudi z veseljem v 70-letju življenja z veseljem počel. V pogovoru z kolegi, pa tudi znotraj stranke, sem povedal, da
Sem pripravljen še iti na ene volitve. Teh izzivov, o katerih sva zdaj govorila, verjamem, da jih je zelo veliko tudi še doma. Poskušam vedno to evropsko politiko preslikati v domače okolje in po teh skoraj zdaj že 10 leto teče, vidim, da smo v nekem trenutku, ko bo treba doma bistveno hitreje odreagirati na svetovne spremembe kot doslej. Če bom lahko tudi kot evropski poslanec te izkušnje, kot smo jih delili, ne vem, na tej konferenci o jedrski energiji, pa še kje druge v prihodnje, bom to z veseljem počel. Verjamem, da je tudi po 2 mandatih bistveno lažje v parlamentu dobiti svoje mesto, kjer te vsi že poznajo, vedo, kako lahko na te računajo. In tako da ja, po vsej verjetnosti bom šel še najbrž zadnjič na te volitve. Več bo znanega po novem letu in takrat mogoče kaj več o tem. Zaenkrat pa sem vesel in sem hvaležen za to priložnost, da sem na to podlago teh let doma dobil priložnost biti v Evropskem parlamentu in resnično biti zraven tam, kjer se v resnici o velikih stvareh, ki so usodne za naše življenje, odloča, pa najbrž tudi kanček teh izkušenj, pa tudi modrosti pripeljal tam zraven, ker ni nujno, da se vedno strinjam s tistim, kar vsi ven na prvo žogo, če tako temu rečem, trobijo, pa se potem mogoče kdaj izkaže, da je tudi kakšna druga resnica, pa kaj drugega res. Energetika je že del tega, tudi kmetijstvo, o čemer smo danes govorila. Moram reči, da sem se za svoje odločitve, za svoje glasovanja, da sem črpal iz teh registrov ali poklicne poti v kmetijstvo, lokalne politike, nacionalne politike in to poskušal prenesti tudi v evropsko politiko, vedno v mislih, da smo evropski poslanci iz te moje domovine odgovorni za to, da odločamo tudi tako, da bo Slovenija najdla svoje mesto v tem evropskem prostoru. Pa še zaključim s tem, da se prevečkrat doma tudi slišim enostavno na nek način en občutek majhnosti, ne vem, nič se ne da, slabo je pri nas, v resnici pa toliko lahko v Evropski uniji dosežemo, koliko vemo, koliko smo aktivni in ni potrebe, da si iz velike države, da kaj dosežeš, lahko tudi po številkah majhne Slovenije marsikaj dosežeš. In pa drugo, kar je večkrat, ko se vračam domov, bolj sem ponosen na to, da sem rojen v Sloveniji in vesel, da sem rojen tu, kjer še je marsikaj lepšega, boljšega kot v Evropski uniji, pa lahko kar začnemo in zaključimo pri zraku, vodi, pa pri hrani, pa je že to tisto, kar pravzaprav vsi vsak dan rabimo. Na tej točki bova danes končala, verjamem pa, da so ljudje razumeli in da za marsikoga bo ta vaše eksplicitno sporočilo, ja, sem pripravljen iti še za en mandat v Bruselj, razveselilo. Franc Bogovič, evropski poslanec, hvala za pogovor in vse dobro še v prihodnjih mesecih. Bo kar pestro, ampak tega ste vi itak že vajeni. Vedno z veseljem. Vam, cenjeni in cenjeni, pa hvala, da ste nas spremljali. To je bila še ena oddaja v sklopu evropskih pogovorov. Spremljajte nas še naprej in srečno.